Narava je krasen kraj, kamor se zatečemo, kadar moramo sprostiti svoje misli, se napolniti z novim kisikom, novim energijam, mogoče dobiti ideje za kakšen nov projekt. In zato je prav, da se vsak dan spomnimo v naravo in poskrbimo za gibanje. Gibanje je zelo pomembno. Ko se gibamo, se naš krvni pretok premika, limfa se premika, strupi se čistijo in naše telo se polni z novim kisikom, z novimi energijskimi zalogami. In zato je zelo pomembno, da vsak dan odidemo v naravo, gremo na krajši sprehod. Ne rabi biti to 1 ura, ne rabite biti kot nek aktiven športnik, ki vsak dan teče po gozdu. Dovolj je, če si vzamete 10-15 minut dnevno, se v bližnji gozdiček, blizu vašega doma odpravite in se sprehodite po naravi. In tisti čas si vzamete samo zase, ste prisotni v naravi, si malo ogledate lepoto dreves, si pogledate živali, mogoče, ki jih srečate, zavohate gozd in njegove arome. Ker smo v takem času, ko moramo večino časa nositi maske zaradi pač te situacije, ki smo ji trenutno priča, je zelo pomembno, da si vseeno najdete nek kotiček, pa naj bo to vaš balkon, nekje okrog vaše hiše, kjer vseeno stopite na svež zrak in se nadihate tega zraka. Kajti veste, zrak je zelo pomemben, oziroma kisik. Če ne veste, ko vdihnemo nov kisik v pljuča, pljuča ga dajo v kri, kri ga donese do celic in celice iz tega kisika proizvajajo energijo, ki je zelo pomembna. Energijo zelo rabimo. Še posebej, če je naše življenje stresno, se bomo, če bomo dobro podprti s kisikom, lažje soočali z stresnimi situacijami. Zato je kisik zelo pomemben. Sploh, če ste nekdo, ki mora masko nositi v službi, si vzemite ta čas. Lahko doma samo odprete oken in globoko vdihnete in izdihnete zrak nekajkrat, da si napolnite svoje zaloge. To je zelo pomembno. Če ste zaspani, če ste utrujeni, vam lahko samo manjka kisika. In da pomolite glavo skozi svoje okno, tudi če ste v bloku in nimate balkona, je lahko to že krasno za vaše telo in vaš imunski sistem. Z vami pa bi rada delila eno krasno dihalno vajo, ki jo lahko delate s svojo celotno družino. Sploh zdaj, če ste ostali z otroci doma, in mogoče vam je včasih vsega preveč, ker mogoče morate od doma delati, mogoče morate šolati otroke, skrbeti za vas gospodinjstvo. Je še toliko bolj pomembno, da se nekako z družino povežemo, tako boste manj pod stresom, bolj se boste počutili vsi. In tudi za otroke bo lahko en poseben trenutek, ko bojo sedeli z mamico in očijem in naredili eno tako lepo vajo za začetek dneva. Jaz bi te vaji rekla kar risanje mavrice. Pa poglejmo, kako se ta vaja dela. Recite jim, da boste se usedli v krogu ali pa na kavč, kakor vam paše, in da boste naredili vajo risanja mavrice, da bo vaš cel dan mavričen in barvit. In ko se boste usedli, otrokom tako pokažite. Ko naredite vdih, narišete eno barvo mavrice in naredite izdih. In skupaj ima mavrica 7 barv. In ta postopek boste 7-krat ponavljali. In boste zopet naredili vdih in izdih. In zopet vdih in izdih. In ko boste zadnjo 7. narisali, recite otrokom in tudi vi, da malo zadržite dih za nekaj trenutkov. In v tistem času prosite otroke, da naj se spomnijo na nek vesel dogodek, ki so jih doživeli v šoli, mogoče s sošolci in se tako malo spomnijo na svoje sošolce ali karkoli. In se skupaj spomnite na en lep trenutek. In ko ne boste mogli več držati diha oziroma ko bo čas, da
začnete dihati naprej. Dovolj je 2-3 minutke, da se vi kot družina usedete, da na ta način naravno nafilate svoje kisikove zaloge in boste videli, veliko lažje boste čez dan delovali kot družina, mogoče se ne boste izjezali za kakšne stvari, kot drugače bi se, ker boste ustvarjali tako lepo vzdušje miru in povezanosti s celotno svojo družino.